Hej, Elijani, kje ste, kako ste? Danes več kot očitno delamo zelo aktualen video. Šli bomo v teorije zarote, to je pač poanta mojega kanala praktično, tako da ja, šli bomo v teorije zarote COVID-19 oziroma od koronavirusa trenutno aktualnega, čeprav to ni ime, ampak pustimo. Res pa želim poudariti, ne glede na to, koliko teorij zarote je za koronavirusom, treba je biti fucking doma. Rekla se, da prečkovnem, ampak bodite doma. Ker če boste s tem nekaj naredili ali pa popolnoma nič, ampak samo da obstaja možnost, da nekaj naredite, pa da mogoče enemu live prišparati zaradi tega, pač po moje je tako zelo simpel opcija, da ostaneš doma. Imamo to, lahko traja še ful. Kaj, ali so zakaj, kadarkoli začnemo kamero govoriti, drugače nikoli. Nikdar, sploh ne vem, da znam javkati. Zaradi takih slik pa zapisal, recimo, se človek res mora zamisliti, če ne drugega upam, da vam popestrim tistih 10 do 15 minut časa v vašemu karantenskemu dnevu. What should we fucking da? I don't fucking na. Jarana jastara. Anarana. Prva teorija zarote trdi, da naj bi ta virus umetno ustvarila vlada ZDA. In sicer z namenom, ker valjda. Why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. Ja, tudi jaz ne mislim, da je Trump največji fan Kitajske. China. Z namenom uničenja kitajske ekonomije. Prvi, ki ne bi pa začeli širiti to novico, pa ne bi bili Rusi. Pa še drug povod, zakaj ne bi umetno ustvarjali ta virus, je pa to, da bi lahko tudi oni svojo ekonomijo dvignili s tem, da bi prodajali cepivo kitajski. Drugič, Bill Gates naj bi bil povezan s koronavirusom. Kako hudiča? Tako, ker naj bi oktobra sodeloval njegova fundacija z raznimi organizacijami, kjer bi testirali samo teoretično, kako smo mi pripravljeni na izbruh neke take epidemije. In potem po čudnem spletu naključij je ta virus izbruhnil 2 meseca kasneje ven. Što se je imel takrat Bill Gates oktobra v Massachusettsu, čudna beseda, je imel neko simulacijo oziroma predstavitev, kaj bi taka gripa, ki ne bi bila podobna tisti gripi hudi iz leta 1918, kaj bi naredila svetovni populaciji in ne bi jo uničila, zreducirala za 50 milijonov in s tem je želel predstaviti, da današnjo zdravstvo, medicina in pač vlada ni pripravljena na nekaj tacga. Marsikomu je vse to skupaj povezano z Bill Gatesom glupo in brez veze, ker ima mislim, da ženo neko fundacijo, ker se najbolj zavzema za te zdravstvene probleme, tako kot je bila tudi recimo ta simulacija in zdaj ali je nekaj za tem, ne pač teorija zarote, ali pa je res samo ful dober človek, ki pač se zavzema za čim boljše zdravstveno stanje na celotnem svetu. Ok, kot verjetno že veste, ali pa ne, skratka koronavirus izhaja iz kraja Wuhan na Kitajskem. In ta tretja teorija zarote govori o tem, da je bil ta Wuhan kraj tudi eden prvih, ki je dobil 5G oziroma 5G omrežje, torej ti so najhitrejše omrežje trenutno ever. Korona. Razni avtori zaradi tega trdijo, da je velika verjetnost, da je zdravstveno stanje močno povezano ravno s tem 5G hitrim omrežjem. Noben ne more reči, da ni nenavadno naključje, lahko je pa čist totalno pointless. Četrtič, ta je mogoče meni bolj smiselen in bolj zanimiv, namreč, da naj bi kitajska vlada sama ustvarila ta virus kot biološko orožje, ampak problem je v tem, da se dejansko laboratorij freaking nahaja v Wuhanu in opcija je, da jim je pač ušel in se tam začela ta epidemija in zdaj je že povsod. Na nek način jim je uspel, samo začeli se na Kitajskem. Če bi to držali. Moramo pa vedeti, da sliši se ful legit, wow, za film, tam je laboratorij, znanstveniki so naredili in je šlo. Laboratoriji so marsikje, samo to bom rekla. Sploh v enem takem mestu najbrž. Šestič, tukaj da omenjam slovenskega blogautorja, ker sem tam to zasledila, Žabjeka. Ona govori podobno, kot sem prej omenila, sicer da naj bi iz laboratorija zločinski znanstveniki umetno naredili kot biološko orožje ta virus in potem naj bi se razširil. Enom, da ustvari New World Order, torej novi svetovni red. Ta svetovni red naj bi samo peščica potem na koncu nadzorovala, neka elita, premoženjska ali kakršnakoli že in to preprosto zaradi tega, da bi bilo toliko prebivalstvo zreducirano, da bi se jih dalo obvladovati, ker zdaj nas je pač dejansko
moram to na glas povedati, zdaj nas je mislim tako 8-krat ali 9-krat preveč basically, da bi svet lepo funkcioniral, kaj ne rečem. Sedmič, to bom čisto na hitro povedala, ker ne vem veliko o tem, skratka ne bi obstajalo cepivo za koronavirus, katerega vlade pač ne izdajo. Moram reči, da je to popolnoma nepotrjeno, namreč je dokazano, da so dobivale razne organizacije, razna sredstva, da bi ustvarile proti pač cepivo, ni jim pa še uradno uspelo. Ni pa nujno, da jim ni, pač v zdravstvu oziroma v medicini je pač hudnarja. Zdaj gremo počasi v tiste vode Shane Dawson varianta, ki so avtorji tudi to napovedovali, razni avtorji, vmes je tudi glasbeni in sicer zdaj na 8. točki je tako je Dean Koontz, če sem to prav povedala v svoji knjigi, tle imate Eyes of Darkness, nekaj tacga, je napovedal koronavirus 1981. leta. On opozarja na nastanek virusa, tako imenovanega Wuhan 400, ki je pač tudi ime dejansko tega mesta in ja, dosti creepy, če tako gledaš, ampak še zmer, glede na to, koliko je vsega po svetu in vseh knjig in vseh predikcij in vsega, še vedno lahko rečemo, da je mogoče zaradi tega kdorkoli sploh karkoli uganil. In tako pridemo do naslednje 9. točke, in o tem smo že govorili o Simpsonovih in kako so Simpsonovi napovedali korono. O tem sem že govorila, tako da veliko ne bom, skratka, tle je ta gif, kakorkoli že slike, ki so oni prikazali, kako bo, ko bo nek neznan smrtonosen virus prišel v deželo njihovo in potem vidimo te pikce, kako letajo in v bistvu ful spominja na to, kako danes prikazujejo korono. Takrat se je imenovala gripa Osaka oziroma Osaka flu, mečkam drugače, ampak je pa zelo podobna situacija, kot se zdaj dogaja. Na 9. točki je nekaj, kar bi jaz bolj rekla mit, kot teorija zarote, in sicer, če ne moreš zadržati diha 10 sekund, zdaj boste vsi, no jaz ne bom, ker sem že, in sicer to nakazuje, da imaš mogoče cistično fibrozo ali pa neko drugo zdravstveno stanje, ki pomeni, da ne bi preživel virusa, že imaš koronavirus. Tako da to samo hočem kuj razbiti, da je pač glupost, je pa nitka drži. Tako da samo da veste, da ne velja. Lahko to pomeni, da imate kakšne probleme, lahko samo pomeni, da si pač vmes slučajno zakašljal, lahko pomeni, da si prehranjen, lahko pomeni karkoli. Tako da, easy. Teorije zarote oziroma tudi mit neke vrste, ki govori o tem, da bo do poletja koronavirus vse splošno zginil. To moram tudi opozoriti, da je nekaj, kar lahko upamo, lahko so neke sanje, ampak preprosto koronavirus ni bil preizkušen v bolj toplih predeljih, tako kot zdaj pričakujemo, če se bo vreme izboljšalo, tako kot vsaka gripa mislimo, da bo tudi koronavirus načeloma izpuhtel praktično, ampak tega res ne more noben zagotavljati. Tako da še vedno treba je noro paziti in pač moramo tudi imeti vedno v glavi, da ne glede na vse teorije zarote še vedno koronavirus, kot ga mi poznamo, vem, da korona pomeni nasploh gripo ali kako že, je bolj odvraten in bolj odporen na vse, kot pač navadna gripa in se tudi hitrejš prime in ja. Na 11. točki je stvar, ki je mene najbolj prepričala, Pero Martič je rekel, da moram nujno opozoriti, da je on meni pokazal to dejansko in na njegovem storju sem videla, in sicer tak komad od Dr. Kripa, dejansko z naslovom Pandemic, zdaj pa samo poslušajte. This isn't past tense on the plague of bad things couldn't be eradicated like smallpox in action. Avian influenza with the jet stream is how it happens. 2020 combined with coronavirus, body stacking. The world is now at the start of the influenza. Sem dejansko malo po 1 minuti reče 2020 in combination with coronavirus, dejansko izgovori ime in pa basically opisuje, kaj se bo dogajalo. Tako mindfuck, totalen mindfuck. Potem pridemo do zadnje točke. Teorije zarote, ki še večji mindfuck se mi zdi v knjigi End of Days, katero je napisala že pokojna Sylvia Browne. Dejansko tle, kad ta esej gledate, jaz ne vem točno kaj piše, vem, da piše nekaj v smislu ta pandemija, ki bo eksplodirala, bo dejansko vplivala na pljuča, trpela bojo pljuča in da bo ne vem koliko nevarna, v glavnem basically v nulo zadane in letanco zadane in meni je to scary shit, no, ker to je pa, I don't know. In dragi moji, to je to, kar se tiče tega videa, še enkrat poudarjam, brez hejta tle, pazite na se, pazite predvsem na druge, če si mlad, če si cool, če imaš res močen feeling, da ti res nič ne bo, je pismo, pazi na druge, simple as that, pazi, da se karkoli zdaj ne zgodi, če si freaking nogo polomaš, če si nohto trgaš, če
Karkoli zgodi, moraš v bolnico in v bolnici imajo 100 drugih stvari zdajle. Pa ne samo to, da imajo oni preveč dela, fora je, da je tam trenutno največ bolezni. Zdajle najbolj nevaren kraj na svetu je bolnica. Bolj nevaren, kakor ne na svetu, ampak tako. Bolj nevaren, kakor javni prevozi, bolj naraven, kakor da bi šel zdajle v toplice, bolj nevaren je basically, da greš v bolnico. Aj pa še nekaj lahko upozorim. Splača se res piti, ne v primeru že, da si bolan, ampak tudi tako, da je virus lažje spiraš v tem primeru in gre potem naprej dol in ga želodčna kislina pa je hitrejši v nič, tako vsaka stvar basically. Tako da ne zdaj nalivati z vodo, ampak še zmeraj, da redno požirke delaš. To je to za danes, upam, da ni predolg video, radi se majte, se kmalu spet gledamo, ker imam čas. Aj čau, Alien Mama out!